Joj. V šoli smo dobili nalogo, da moramo na internetu poiskati, kaj je Ustava Republike Slovenije, potem te to napisati na list. Do jutri imamo nalogo in jaz še nimam nič naredila. Samo pogooglal bom. Takole, točno, še kos papirja. Imam ga. Pa poglejmo. Ustava Republike Slovenije. Tu že piše. Ustava Republike Slovenije Državni zbor ratificiral na skupščini Kaj? Okej. Tega čisto ne razumem, mogoče bo mi pa ta spletna stran pomagala. Ustava Republike Slovenije. Koliko je tega? Jaz moram biti nalogo narediti do jutre. Pa bom mi vzelo 3 dni za prebrat. Joj, kaj pa zdaj? Že vem, lahko pokličem prijatelje. Mogoče so oni že najedli, pa bodo mi pomagali. Seveda. Torej, bom poklical prijatelje. V živo čez 3, 2... Pozdravljeni v oddaji Od nas za vas informacije na glas. Z vami je Selina. Pozdravljeni, v današnji oddaji bom v studio povabila Andraža in Mašo, ki jima bom zastavila nekaj vprašanj o Ustavi Republike Slovenije. Dober dan. Pozdravljena. No, draga Andraž in Maša, kaj vama pomeni Ustava Republike Slovenije? Meni to pomeni nek zapis o državi in njenih odnosov do državljanov. Kaj pa tebi? Meni pa to pomeni kot nekakšna pravila o državnem redu. Andraž, zakaj se ti zdijo volitve pomembne? Zato, ker izbereš nekoga, ki se ti zdi primeren oziroma najboljši za vodenje države. Maša, a nam bi ti znala povedati, kaj so po tvoje prednosti republike? Prednost je, da mi izberemo voditelja države, ne pa da je že določen. Dobro je, da imamo vlado, kjer je več ljudi, se med seboj posvetujejo in šele potem sprejmejo nov ukrep. Slovenija je demokratična država. Andraž, kaj ti meniš o demokraciji? Da je dobro, saj odloča ljudstvo, da smo vsi enakopravni in vsak ima možnost povedati svoje mnenje. Kakšne osnovne pravice imajo in zakaj so tako pomembni, Maša? Osnovne pravice so pravica do izobraževanja, do svobode, do zdravljenja, do stalnega bivališča in druge. Pomembno je, da jih imamo, saj s tem dokazujemo, da smo vsi enakopravni. Draga Andraž in Maša, hvala za sodelovanje v naši oddaji. Hvala tudi vam. Nasvidenje. Nasvidenje. Hvala, drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi vi z nami v naši oddaji Od nas za vas informacije na glas in nas spremljajte še naslednjič. In že kličem. Zdravo, Matija. Ja, kaj je? Zdravo, kaj? Ti si že kaj napisal za ono Ustavo Republike Slovenije? Meni ne gre. Ne, jaz še tudi nisem nič napisal. Oprosti. Adijo. Te pa nič, adijo. Adijo. Tudi Matija nič ne ve. Koga še bi lahko? Mogoče pa lahko Kaja pokličem. Mogoče bo pa on kaj vedel. Lahko poskusim. Pozdravljeni, zmagli ste nagradno igro za 10.000 evrov. Potrebujemo vaš naslov in elektronsko pošto. Lep pozdrav. Če kdorkoli od vas zahteva osebne podatke in ga ne poznate, mu jih niste dolžni dati. Ej ti, osebno izkaznico, takoj! Če pa osebne podatke od vas zahteva policist ali katera druga pristojna oseba, pa mu jih morate dati. Dobar dan! Dobar dan, pozdravljeni, Molika. Osebno. Slovenija je demokratična država, zato si predsednika izvolimo sami. Volijo in kandidirajo lahko vsi polnoletni državljani. Poznamo več vrst volitev, lokalne volitve, volitve za predsednika vlade in države. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Sara, e tu? Io mi chiamo Emma, piacere. Come stai? Bene, e tu? Anch'io, grazie. Pa kaj za videti nekaj govorita, kaj to?
Veš, v Sloveniji imamo 3 uradne jezike, slovenščino, italijanščino in madžarščino. Slovenščina se govori po celi Sloveniji, italijanščina in madžarščina pa samo na narodnih manjšinah. Sem sodišče prve stopnje in se ukvarjam z manjšimi prekrški. Sem prav tako sodišče prve stopnje in se ukvarjam z malo večjimi prekrški. Sem sodišče, ki omogoča pritožbe zoper prvostopenjskih sodišč in se ukvarja z spori med njimi. Sem glavno državno sodišče, ukvarjam se s prekrški in z glavnimi spori v državi. Sem najvišje sodišče, ki se ukvarja z varstvom človekovih pravic in svoboščin. Skrbim pa tudi za upoštevanje ustave in zakonitosti države. Zdravo, Nace! Ja, zdravo, Matjaž. Kličem te samo, če si že kaj naredil za domačo nalogo glede Ustave Republike Slovenije. Ja, sem napisal. Eno zelo dobro spletno stran sem našel, kjer boš lahko vse razumel. Ti jo pošljem? Prosim, pošli mi jo. Hvala, Nace. Ok, ti pošljem. Adijo. Super, zdaj bom pa le naredil nalogo. Pa še link od spletne strani bom mi poslal in pravi, da bom z njim zagotovo razumel Ustavo Republike Slovenije. Pa poglejmo, kaj mi je poslal. To spletno stran mi je poslal Ustava Republike Slovenije. Wow, to pa res na kratko vse piše. To si bom zdaj lahko na hitro prebral in potem v bistvu zapisal, tako da bom definitivno naredil nalogo. Res se moram Nacetu zahvaliti. Pa še Ustavo Republike Slovenije razumem. Čudovito! Kaj sploh je Ustava Republike Slovenije? Ustavo Republike Slovenije je Državni zbor ratificiral na skupščinski seji 23. decembra leta 1991. Vsebuje 176 členov, ki so razdeljeni v 10 sklopov. Zdaj pa bomo predstavila 32 člen ustave, svobodo gibanja. Vsak ima pravico, da se prosto giblje in si izbira prebivališče, da zapusti državo in se vanjo vrne kdarkoli. Ustava Republike Slovenije, enakopravnost. Vsi, ki živimo v Republiki Slovenije, smo enakopravni. Ne glede na to, ali smo mladi ali stari, niti ne glede na to, ali smo majhni ali veliki. Na to, kako smo enakopravni, tudi ne šteje ne, kakšnega spola smo, torej ženskega ali moškega. Torej, vsi smo enakopravni in enaki. Zelo se je potrudila. Pa saj Wordov dokument tudi ni tako slab. Bomo videli, kaj bo, ko jutri oddam. Glavno, da razumemo Ustavo Republike Slovenije.